Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni. Najprej opravičilo, znova nismo v živo, znova smo imeli nekaj težav ob priključitvi Zooma na Facebook, vendar pa nič ne de, prav gotovo bo to zanimivo gledati tudi v posnetku. In naj ne bo uvod predolg, z nami je še drugi teden zapored Blaž. Ladies and gentlemen, to the right of the chair, on the other side of the net, from Ljubljana, Slovenija, Blaž Rola. Blaž, lep pozdrav, sprejmeš dvoboj 1-1? Sprejmem, takoj. Si se pripravil? Seveda. Že en mesec se pripravljam na takšen način kot ti. Pa me zanima, rekel sem Ljubljana, čeprav nisi Ljubljančan, kako to, da si v Ljubljani? Ja, še vedno v srcu Ptujčan, Štajerc. V bistvu v Ljubljani zdaj že živim drugo leto. Enostavno ni drugega mesta v Sloveniji, kjer bi se lahko lotil treningov in resnega treniranja. Vsi igralci od Aljaža, Blaža, Toma, Nika, ta mlajših mladincev so stacionirani tukaj in vsi vemo, da se tenis ne da igrati brez sparring partnerja oziroma enega na drugi strani mreže. In ja, najbolj idealni pogoj za trening in sem enostavno bil nekako prisiljen se preseliti v centralno Slovenijo. Torej, Štajerci imate nogomet, Ljubljančani pa tenis. Točno tako. Pa morda, kako izgleda tvoj vsak dan? Koliko ur na dan imaš v roki lopar? Zaenkrat nič. Sem priden državljan in se držim ukrepov, ki so nam jih zadali. Mislim, da se vsem tenisačom, športnikom, vsem državljanom po Sloveniji in nasploh prebivalcev po svetu popolnoma spremenil stil življenja. Pri nam je pač tako, da enostavno ne igramo tenisa, ampak mislim, da drugi ljudje po svetu imajo večje težave kot samo to, da eno rumeno žogico streljajo naprej in nazaj preko mreže. Meni se je dan spremenil samo to, da ne igram tenisa. Nekako probam ostati aktiven, treniram kondicijo, probam nekako ostajati fit, zdrav, se izogibati v bistvu ljudem, gostota ljudem normalno, ampak ja, teniškega loparja ne držim, kar normalno seveda tudi zelo pogrešam. Vse te negativne stvari, ki pa jih je normalno ta virus prinesel, je pa meni dal eno zelo pozitivno stvar. Normalno mi kot tenisači, športniki ogromno potujemo, sedaj pa lahko preživljam ogromno časa z svojima dvema, z ženo in hčerko, kar pa to prebolevanje tega virusa in vse te karantene lažje prenašam. Ja, omenil si telesno pripravljenost, to je tudi vprašanje, ki smo ga dobili na Instagramu. Rafo 311, to zanima, kako? Ja, poznam ga. V bistvu, glede na to, da smo omejeni z količino teniških treningov in glede na to, da se naš tur suspendiran do 13. julija do zdaj, za zdaj, vprašanje, kako dolgo še bo vse skupaj trajalo, je idealen čas, da se naredi premike v kondicijskem segmentu. Pač ta čas probam izkoristiti maksimalno, je pa res, da moramo upoštevati vse omejitve, ki jih imamo, od tega, da ne moremo biti v zaprtih prostorih, ne moremo koristiti fitnesa, ostalih oprem, ki bi jih si seveda vsi želeli. Zato improviziramo, treniramo zgodaj zjutraj, kjer normalno, da se ne izpostavljamo drugim ljudem, zbiramo parke, javne prostore, kjer se lahko gibljemo, smo zunaj, da normalno ne ogrožamo sebe in ostalih, ampak je težje, ampak če je želja prisotna, se da vse. Torej, Rafo 311 poznaš, kaj pa naslednjega? To je pa res zanimivo vprašanje. Noah Džafari sprašuje, kaj si mislil, ko te je v Indiji govoril v slovenščini?
Veš, o čem? Veliko presenečenje. Če verjamete ali ne, si niti v življenju nisem predstavljal, da bom sredi Indije najdel slovensko govorečega. Ne vem, ali je bil državljan, ali je bil tam na obisku, ne spomnim se, ampak ja, me je vrglo iz tira. In ne vem, sploh ne spomnim se niti, kaj sem rekel, ali sem se normalno pogovarjal, ali sem bil tako šokiran. Tako zanimivo. Ja, poslal nam je to vprašanje, kdo je iz Indije. Pa morda, zdaj so to aktualno dogajanje obdelala, zdaj pa vprašanje, ki ga dobi vsak gost. Blaž na mojem vidku piše Dream Big. Nam zaupaš svoje sanje pred 20 leti in zdaj? Ne vem, kje so lažje. Da bi za zdaj bi rekel, ne vem, uvrstitev med 100-terico, med 50-terico ali pa celo višje, med 20. V bistvu, težko je reči, da so to sanje. Ne vem, či še sanjam toliko, kot sem sanjal v mlajših letih. Imam neke bolj realne cilje mogoče. Ampak, da bi rekel, v otroških letih pa normalno, seveda, cilj in sanje vsakega mladega tenisača je zmagati Wimbledon, največji turnir v tenisu, v teniškem svetu, in tudi to je bil ena izmed mojih sanj. Ampak ne bi rekel, da sem toliko samo za tenis živel, ko sem bil mlad. Ukvarjal sem se z ogromno ostalimi športi. Nekako tam pri 14-15 letih mi je tenis toliko bolj prirasel k srcu, da sem se začel malo bolj resneje ukvarjati z njim. Ampak te sanje so vedno ostale in nekje zadaj v ozadju jih še vedno imam. Je pa res, da bolj si odrasel, zrelejši, moraš vseeno razmišljati bolj o realnih ciljih, kot pa samo sanjah. Tako da tukaj malo ravnovesja mora biti. Se bo vrnila kasneje nazaj v sedanjost, greva zdaj malce znova nazaj v preteklost. Nam lahko morda razložiš svojo odločitev o študiju v Združenih državah Amerike? Leto dni po srednji šoli si odšel tja. Danes bomo malce več govorili o tem, da ljudje dobijo tudi kakšno uporabno informacijo. Kako je sploh prišlo do tega? Ja, v bistvu, moja zgodba je zelo zanimiva, kar se tega tiče še posebej. Tak en kratki opis. Jaz sem kot mladinec bil dokaj dober, ne bi rekel odličen, bil sem med 50 mladinci na svetu. In kasneje, normalno, moja želja je bila igrati tenis profesionalno. To sem se tudi odločil takoj po srednji šoli, z 18 leti, in začel normalno ta profesionalni program, poln treninga, kondicije, tenisa, psihologije, vsega, kar pač spada v ta teniški profesionalni program, če tako lahko rečem. No, kako bi rekel, po malo slabšem začetku leta 2019 je moje razmišljanje začelo postati malo drugačno. Jaz sem, glede na to, da sem vseeno želel si ustvariti neko življenje s tenisom in da sem v začetku leta že izgubljal v prvem ali pa drugem kolu kvalifikacij na Futuresu, sem vseeno to začel malo drugače razmišljati. Jaz sem še vedno skozi mojo srednjo šolo in skozi te mladinske turnirje še vedno ostal v kontaktu z trenerji iz študija v Združenih državah Amerike. In po takem enem 3 mesecih slabega igranja na profesionalnem turu sem vseeno začel se malo nagibati proti študiju v Ameriki. To je bilo enkrat marca, sem se tako odpravil na, reče se, official visit, kjer sem videl univerzo, videl, kako stvari delujejo. In moram reči, da sem bil zelo presenečen, glede na to, da je nasploh v Sloveniji in po svetu, v Evropi, pač je ena taka, kako bi rekel, slaba luč se daje na ta študentski tenis, da enostavno ni dovolj dober, da ni prava pot za profesionalni tenis, kar se jaz trenutno ne strinjam. Takrat pa sem bil zelo presenečen in po
tem official visitu, ko sem prišel domov, enostavno sem začel resneje o tem razmišljati. Z trenerjem, s katerim sem potem, na katero univerzo sem potem šel, sem se dogovoril, da v bistvu, če do konca leta, do septembra, se pravi, to je par mesecev, pol leta v bistvu, dosežem top 400 ranking na ATP-u, kar se mi je takrat zdelo nemogoče, takrat sem imel mogoče 1-2 točke v žepu, bom se odločil in nadaljeval to profesionalno kariero. Če pa tega ne dosežem, pa normalno bom prišel na college in začel študij v Ameriki. Pač jaz sem skozi leto vse te papirje moral izpolniti, napraviti vse te teste, SAT-je, TOEFL-e in to. No, zraven vsega tega sem še pa zmagoval turnirje, Futurese, igral finala, polfinala in na koncu se je izkazalo v času septembra, sem res bil med 400 na svetu, 380, mislim da, kar je seveda mojo odločitev zelo otežilo. Enostavno res nisem vedel, kaj se odločiti, kar pa je meni osebno prevagalo, je bilo to, da če bi želel nadaljevati profesionalno kariero, bi moja igra na trdi podlagi morala narediti stopničko ali 2 višje. Jaz sem vse točke skozi tisto leto imel na peščenih podlagah. To so bili samo Futuresi tu v Evropi, v bližini, kar je seveda normalno na peščeni podlagi in glede na to, da se več kot 70% profesionalnih turnirjev, ne bi rekel 70, ampak 60% profesionalnih turnirjev odigra na trdi podlagi, sem vedel, da rabim trdo podlago in rabim trening na trdi podlagi, kar je tu v Sloveniji takrat bilo skoraj da nemogoče, edino v bistvu takrat je bilo, da edine pogoje za trdo podlago so imeli v Kranju. In sem se odločil, da vseeno grem na študij v Ameriko. In se je izkazalo kot zelo dobra odločitev. Mislim, jaz ne glede na to, kaj se bi vse zgodilo z mojim tenisom, ali bi na koncu igral dobro v profesionalnem svetu ali ne, je bila taka življenjska izkušnja, da nikoli v življenju ne bi zamenjal. In če bi se še enkrat vse skupaj tako ponovilo, bi naredil enako odločitev. Ravno to je to tudi nekakšen nasvet mlajšim, ki morda razmišljajo o tem, kako morda sploh izgleda college, dan, kako je s tekmovanji, verjetno moraš imeti tudi srečo, da si na pravi šoli, da imaš pravega trenerja, ti si imel bojda zelo strogega. Ja, res je, mislim, mene je ogromno ljudi potem vprašalo za nasvete skozi turnirje, ko sem začel profesionalno kariero, kaj je v bistvu prava odločitev, ali se morajo otroci odločiti za študij v Ameriki ali profesionalni program. Težko je v bistvu dati odgovor, ni pravega odgovora, ker se ne ve. Jaz sem imel ogromno srečo. Jaz sem prišel v ekipo, z soigralci, s katerimi sem se zelo razumel, postali so moji zelo dobri prijatelji, z njimi sem na vezi še danes, ko ima vsak svojo pot, jaz sem tenis, oni so normalno doštudirali in zaposleni. Imel sem odlične trenerje, s katerimi sem se tudi razumel, odlična podpora, tudi vedeli so, da je moja želja po igranju tenisov večja, da imam ambicije igrati profesionalni tenis, zato so tudi dali večji poudarek na mene, kot mogoče ostalim soigralcem. Težko je reči, mislim, jaz sem videl že ogromno zgodb, kjer normalno se igralcem ni šlo tako, kot si bi želeli. Videl pa sem malo morje zgodb, kjer se je igralcem išlo tako, kot so si želeli, ali celo boljše. Marsikateri igralci so v college šli z malimi ambicijami in potem naknadno igrali zelo dober tenis in se nekako potem vrgli v profesionalne vode in ali igrali dvojice ali posamezno, pač ogromno je potem opcij. Je pa res, da je urnik na samem študiju zelo, zelo natrpan. Morate razumeti, da če si predstavljate tu v Sloveniji, pri nami enostavno se moraš odločiti za eno smer, ali boš športnik, ali boš delal šolo. Tam moraš skombinirati v enem dnevu vse skupaj.
kar pomeni, da ti na koncu dneva ostane zelo malo časa za sebe ali prosti čas, za druženje s prijatelji. Če se res želiš, jaz sem se sam zelo posvetil tenisu, želel sem ostati profesionalen, kljub temu, da sem uradno bil amater, in če hočeš zraven se še učiti, delati domače naloge, researche, vse, kar pač prinese tudi šola, enostavno na koncu dneva nimaš energije, da bi še šel s prijatelji na pivo, če se tako čisto preprosto izrazim. In ja, eni tudi to lahko, mogoče, kako bi rekel, prenesejo, eni ne prenesejo, mogoče po 2-3 mesecih v Ameriki se odločijo, da tega ne zdržijo in se odpravijo domov nazaj. Jaz sem bil taki tip, ki sem zdržal, meni je bilo dobro na polno trenirati, imeti zapolnjen dan. Ja, da se vrnem na to vprašanje, kaj je zdaj pravilno ali nepravilno, ne vem. Jaz vseeno nekako zagovarjam to, da mladi igralci probajo, da vidijo college, da vidijo sploh kakšen sistem je tu vseeno na neki negativni nogi, in bi mogoče bi tu naše mlajše igralce pa mladince videl raje, da sprejmejo kako možnost več, ki jo svet na koncu podarja, kot pa samo ostati v Sloveniji in se podati na to zelo, zelo trdo pot, ki je profesionalni tenis. Nenazadnje John Isner je eden od tistih, ki je končal fakulteto pa zmagoval tudi v študentskih časih. On je dejal, da je na koledžu dozorel, da v svoj sistem pa ni spustil niti zabav, tako kot ti, samo delo in delo in delo. Ja, to je pač žrtvovanje, ki ga moraš sprejeti, ne gre drugače. Mislim, enostavno ti zmanjka energije. Če bi še na koncu se s prijatelji družil, hodil na te študentske žurke, enostavno bi te pobralo. In ja, skozi, v bistvu, to so samo te znana imena, ki so prišla ven iz študentskega tenisa. John Isner, James Blake, John McEnroe, oba McEnroe brata, brata Brian, mislim, pa še bi lahko naštel do 50-100 igralcev, ki so bili res vrhunski igralci, kar sigurno daje na to, da se nekaj dela dobro. Normalno je drugačen sistem, normalno ne moreš posvetiti 24 ur samo tenisu, tako kot ga v profesionalnem programu, ampak je pa sigurno več pozitivnih stvari kot negativnih. Če že ne drugo, je ogromna življenjska izkušnja, naučite discipline, organizacije, prioritet. Jaz sem iz tega potegnil več, kot sem si kdajkoli predstavljal. In tako kot sem rekel, bi še enkrat se odpravil tja, če bi bilo zdaj treba. Ja, če se ne motim, se boš moral še enkrat odpraviti tja, nisi ga še končal, ampak vseeno je to vedno velik cilj, kaj ne? Kako je s tem? Ja, v bistvu jaz sem že od začetka, ko sem šel na študij z trenerjem, imel dogovor, da si vseeno želim igrati profesionalen tenis, kar pomeni, da če bi bil pripravljen po 2-3 letih, če bi sklepal, da sem dovolj pripravljen za profesionalni tenis, se bi šoli odrekel, bi šel na tur, igral turnirje, in kar je super tega, kar so mi v šoli omogočili, zdaj ne vem, ali je to tudi v ostalih šolah mogoče, na moji šoli na Ohio State so mi omogočili, da pač po končani teniški karieri, zdaj ali to igram 5, 10, 15 let, se lahko vrnem in v bistvu dokončam šolo do konca, reče se Degree of Completion program, kar pomeni, da oni naprej krijejo štipendijo, in jaz v bistvu lahko zaključim, koliko mi je pač ostalo šole do konca, da diplomiram, kar pomeni, da ja, sigurno se bom vrnil, nočem vreči stran teh 3 let učenja, čeprav sem se bolj malo učil, ker sem dal vseeno več poudarka na tenis, še vseeno sem preživel nekaj časa za knjigami, to nočem zavreči stran in vseeno na koncu vsega tega moje teniške kariere želim imeti tudi v rokah neko izobrazbo, neko diplomo,
Tako da ja, glede na to, kaj se trenutno dogaja, mogoče bo se kakšen predmet tudi na mojem računalniku najdel, ki ga bom mogel tudi internetno odpraviti, če še bomo imeli suspendirano naprej sezono. Dobro, držimo pesti za študij. Bo zdaj končala študijo, da ne bom kot kakšna mama, ki ves čas govori o ozadju, kaj pa šola, kaj pa šola, kaj pa šola. Greva na tenis morda z vprašanjem Marka Štora. Marko Štor nas vedno spremlja, če ne v živo, pa v posnetku. Na kakšen način izbiraš turnire? Tu misli bolj namensko na turneje, v kakšen Uzbekistan, Tadžikistan, te bolj drugačne turneje, ko turniri niso v tistih najbolj znanih državah, najbolj popularnih, ali kako naj temu rečem. Ja, težko vprašanje in tu se lahko zelo globoko poglobimo, ampak načeloma zbiram turnirje po tem, kateri so mi všeč, pogoji, ki mi ustrezajo, podlaga, normalno, ki mi ustreza, in na koncu z mojim rankingom se moram ogromno prilagajati, ker v ene turnirje uspem se, ne vem, uvrstiti direktno v glavnega, v enih sem v kvalifikacijah, eni challengerji so močnejši, eni šibkejši, v glavnem. Ogromno faktorjev je, ki dajajo na odločitve, katere turnire izbiram. Zdaj, v preteklosti sem izbiral po celem svetu, prepotoval, vem, da 2014 sem prepotoval svet dvakrat verjetno, nabral ogromno milj, že imel srebrni status pri določenih letalskih družbah, ampak se mi zdi tudi to svojo ceno imelo. Normalno več potuješ, več turnirjev igraš, manj lahko treniraš, manj se lahko pripravljaš, več posledic ima tudi normalno tvoje telo. Res je, da sem imel takrat najboljše rezultate, ampak mislim, da je mogoče malo zamikom prišlo to, kako bi rekel, netreniranje in malo slabša priprava, no, ampak ja, enkrat, na kratko odgovorim, enkrat je faktor podlaga, pogoje, drugič je faktor zasedenost turnirja, šibkejši, močnejši, enkrat pa je v bistvu samo želja, na kateri turnir bi rad šel, pa bi rad igral. Pa da nekako odgovoriva do konca, Uzbekistan, Tadžikistan, si bil tam? Ne, enkrat, res pa je, da sem enkrat že imel namen, mislim, da je bil Uzbekistan. Sem že bil skoraj da na poti, na kar nisem dobil vize pravi čas in sem bil kar hvaležen, da ne rabim iti. Kakšna pa je morda razlika med nastopanjem na turnirjih serije ATP in nižje rangiranimi turnirji? Pri tenisu je res težko priti na ATP turnirje, ker moraš čez vse te korake, ki so zelo, zelo težki. Ja, tu je, mislim, jaz imam občutek mogoče tak, da te najboljše igralce mogoče celo ta ATP malo zaščiti z žrebi, z KT turnirji, KT turnirjev, z postavljanjem nosilcev in je normalno preboj ali je to med 100-terico, 50-terico, sigurno težji, kot bi rekel, ostati mogoče tam, kot si enkrat tam. Kar pomeni, da s tem prinese ogromno challenge-ov, če bi tako rekel. Od tega, da normalno, ko si na nižjih turnirjih, želiš priti višje, želiš vlagati v svojo igro, telo, pripravljenost, vse, kar je pač potrebno, da te prinese na to mesto, ampak nikoli pa ni to zasigurano. In kar pomeni je, da se lahko ti zgodi, da normalno vse te vložke, ko imaš v rečemo, tvoj napredek, se mogoče včasih ne obrestujejo. Medtem ko igralcem, ki so malo višje, ko imajo to finančno podporo, je sigurno to malo lažje. Ampak tak cel sistem se mi zdi je mogoče malo narejen za to, da se tisti najboljši obdržijo lažje na vrhu, kot pa da pridejo mogoče tisti, kot prihajajo od spodaj gor, da bi jih izpodrinili. Tu je mogoče taka malo siva cona našega tenisa, plus to, da še to, če gledamo ta finančna razporeditev okrog samih mest, ki jih imamo v tenisu. Ja, o teh se veliko govori v profesionalnem tenisu, da naj bi tudi
ti boljši tekmovalci nekako bili za to, da se več denarja razporedi tudi na nižjo raven, ti sodeluješ, kaj pri tem glede na to, da si študiral nekaj podobnega, oziroma študiraš, kako je s tem, morda se dogovarjate kaj igralci? Ja, tu bom kar hitro ti rekel, da si nisem tako izobražen v tej smeri, ampak ja, sigurno je, da je prevelika luknja med igralci, ki dobro služijo, pa med igralci, ki ne služijo dovolj. V bistvu gre za, če tako na hitro pogledam, ti 4 turniri, ko se igrajo, največji 4 turnire za Grand Slam, tam je tudi največ denarja. Kar pomeni, da tisti, ki so med top 100, ko se neposredno uvrstijo v glavni turnir, zaslužijo vredo. Če si 4-krat v glavnem turnirju za Grand Slam, če še zmagaš kakšno kolo ali več, si finančno zelo dobro preskrben skozi leto. Kar pa pomeni, da igralci, ki pa niso med top 100, ki te finančne sigurnosti nimajo, pa je to malo težje, za tiste, ki pa so na futuresih, pa zato še zelo težje. In ta luknja oziroma ta, če bi rekel, graf razporeditve prize moneyja v tenisu je preveč valovit, bi rekel. Na koncu imaš igralce, ki so top 5, zaslužijo zelo dosti, potem je ena malo večja luknja, kjer je igralci od 10 do 50, tako postopoma konstantno gre dol, ali pa bi rekel celo do top 100. Medtem od 100 je ena taka velika luknja do igralca do 120 in od 120 naprej spet postopoma pada skozi te challengerje. In tu bi se moglo malo bolj razporediti. Na koncu zna se zgoditi, na primer, da igralec, ki je nižje rangiran, zasluži več kot igralec, ki je višje rangiran. Kar pomeni, da igralec, ki je višje rangiran, je mogoče dosega več točk na challengerjih, kjer je normalno denarja dosti manj, točk pa nekako približno enako skoro, no. In tu bi mogoče bilo fajn, da se nekako ta gap razporedi v dobro tudi tistim igralcem, ki so nižje. Pa imamo igralce, ki so na futuresih, ko pa enostavno se borijo za preživetje, za kruh, glede na to, da se skozi leta, ne vem, 20-30 let že skoraj da ni prize money futures turnirjev nič zvišal. Zdaj, v zadnjih parih letih, ko je malo večji pritisk na to, da se bi več denarja pomaknilo v nižje rangirane igralce, so se stvari začele spreminjati, ampak zelo, zelo počasi, in da ne omenjamo igralcev okrog 500-600 mesta, ko enostavno ne morejo preživeti in morajo najti, ali morajo imeti starše, ki jih finančno podpirajo, ali najti kakšne sponzorje, da enostavno samo financirajo to, da potujejo, da si krijejo stroške potovanj, trenerja, moramo vse verjetno vsi vejo v teniškem svetu, da si tenisači to vse morajo sami kriti, da to ni nič ali od reprezentantov turnirjev ali kako drugače, kot imajo mogoče nogometni klubi, košarkarski klubi ali podobno. In ja, prinese veliko breme na igralce, na tenisače, in je pa sigurno to en velik problem in bo trajalo verjetno še leta in leta, da se odpravi. Ok, omenjal si, nekajkrat si omenil top 100. Ne pozabimo, ti si bil že 78. maja 2015, torej 5 let nazaj. Kaj se je zgodilo takrat, da morda nisi stopil še stopničko višje, da bi prišel med 50? Kaj se je zgodilo? Morda malce razložiš, kaj je zmanjkalo in kako priti nazaj. Zdaj si 141. Ja, če bi vedel odgovor, kako priti nazaj, bi že bil tam. Ne, mislim, toliko je nekih faktorjev, ki skozi leta vpliva na to. En izmed teh je sigurno ta, ko sem ga že prej omenil, ogromno potovanj, ogromno turnirjev, ki sem jih igral v tistem letu, je sigurno vplivalo na mogoče malo slabšo igro skozi leta naprej. Je pa res, da moj življenjski stil, ki je bil prej proti stilu normalno profesionalnega tenisača, bil drugačen. Če gledamo, jaz sem bil 3 leta na študiju, kjer sem bil stacioniran na enem mestu, treniral sem na enih igriščih, malo je bilo tekmovanj, dobro, nekaj je bilo potovanj, ampak ni bilo tako dolgih potovanj, kot jih trenutno imam na profesionalnem turu. Tako da pogoji za
za napredek, za izboljšanje, za treniranje so sigurno bili dosti boljši kot skozi leta, ki sem jih imel na profesionalnem turu. To je sigurno prva stvar. Druga stvar je, da sem imel eno je mogoče malo smole z trenerji, ki sem jih imel skozi leta. Enih par trenerjev sigurno niso bili, kako bi rekel, dobri v mojem pogledu. Jaz sem vseeno igralec, ki rabim ogromno treninga, rabim ogromno ur na teniškem igrišču, kondicijskih priprav in preteklosti. Naprimer na študiju sem to imel, skozi leta, ko sem treniral oziroma ko sem igral, pa tega nisem imel. Zdaj, normalno še neke domače osebne stvari, ki sem jih imel, ki so vplivali mogoče na malo slabšo leto. Nabere se hitro stvari, ki lahko negativno vplivajo na same igre, na samo pripravo, na same treninge in to se lahko kopiči skozi leta in enostavno ranking oziroma igra ne gre višje. Čeprav moje sanje oziroma moji cilji, ambicije, motivacija še vedno enako, kot je bila, ko sem bil star 21 let. Tako da to se sigurno ni spremenilo, je pa vse skupaj postalo malo težje. Za mene po prvem letu v bistvu na turu, ko sem res igral zelo dobro, poln samozavesti iz koledža, vse je šlo v mojo smer, zmagoval sem turnirje, tekme, pač enostavno je vse bilo dobro. Ko pa je začelo malo slabše iti, je normalno samozavest tudi malo padla, rezultati so malo padli in tu sem se malo izgubil. Ampak se iščemo, probamo priti nazaj, tako sem rekel, želje so še vedno tukaj, tudi verjamem, da lahko pridem nazaj na isto mesto, ko sem bil, oziroma celo višje. Treba samo določene stvari malo popraviti. Tenisa sigurno nisem pozabil igrati, še vedno verjamem, da imam kvaliteto, kot sem imel takrat. Treba samo najti, malo mogoče izpiliti in naprej brez kakšne obremenitve igrati. Danes si igral zelo dobro, tako da si že pri zaključni žogici, zato za konec dokončaj te stavke. Moj vzornik je? Roger Federer. Najljubši turnir je? Australian Open. In še Blaž Rola v teh časih želi sebi in drugim? Da ostanejo zdravi, da ostanejo doma. Teniška igrišča bo vedno počakala, dajmo še malo stisniti, da olajšamo delo tistim, ki so na prvi liniji, doktorjem in vsem, ki najbolj trpijo zaradi tega virusa. Mi pa moramo na koncu samo sedeti na kavču in počakati, da to mimo. Hvala lepa, Blaž, da si vzel čas in srečno. Ne pozabite, majhni dnevni cilji, ki jih izvajamo redno, lahko pripeljejo do izjemnih rezultatov. Se vidimo v torek, ko se nam bo pridružil kapetan ženske reprezentance Andrej Kraševec. Verjamem, da bo zelo zanimivo. Več informacij o projektu Ostani doma in bodi teniško aktiven pa na družbenih omrežjih in na spletni strani Tenis Slovenija. Za konec se vam še enkrat opravičujem, da nismo bili v živo, vseeno pa verjamem, da ste tudi v posnetku uživali v družbi Blaža Role. Imamo tudi nagradno igro, več pa na naših spletnih straneh. Se vidimo torej v torek.